Dobro jutro. Praznik boja proti okupatorju je za nami. Praznovali smo. Na plano prihaja vse sort o tem, kako je ta praznik pravzaprav hudo zlagan, huda manipulacija spet tudi za tem. Jaz sem rekel, da bi bilo fajn, če bi mi se sploh v štartu zavedali, kdo je naš okupator in kaj je okupiralo človeštvo. Ne? Ok, definirali smo narcizem, narcistični pristop skozi vse vlade sveta, ki pa imajo korenine v samem satanizmu, v sami globalni državi, deep state, ki ima tesne stike s pedofilijo, trgovanjem z otroki, trgovino z belim blagom in tako. In vsemu temu počasi prihaja kraj, ker zdaj mediji že težko zdržijo in dihajo pravzaprav res na škrge, ker bo treba te stvari, oziroma prihajajo, mislim, da BBC ali Fox News že daje ven stvari in ljudem ni neki baš ful prijetno. Ljudem ni ok, zaradi tega, ker prihaja na plano vse tisto, kar je bilo tisočletja skrivnost. Ne? O tem nam je nekako Vangelis v tem komadu Hispaniola hotel povedati, Hispanola, da prihaja ven stvari lepo in šumi in benti in prihaja ven in ne da se ustaviti tega, kar prihaja. In dajmo se zavedati, da prihaja naša osvoboditev izpod suženjstva, itak. Ampak o svobodi smo se pogovarjali, kako je človek svoboden znotraj sebe. Kaj je, da je svoboda znotranje strani, da v bistvu največ štale nam naredijo naše lastne misli. Po drugi strani pa jo ni zunanje sile, ki bi lahko vplivala na nas, če mi tega ne dovolimo. In ideja tega vnebovzetja je tudi, da se naučimo kontrolirati naše misli, da se naučimo kontrolirati reakcije na vse zunanje provokacije. Vendar kaj gre v nas, pa kako mi reagiramo, to je pa seveda naša odločitev. Če smo se pogovarjali o konjenikih, o kočijažu pa o konjih, ki so čustva in tako, mi moramo te stvari resnično imeti pod kontrolo. No in kakorkoli, nekako na videlo prihaja stvar po stvar. Ne? Zdaj, kaj hočem reči, politiko smo že kdaj opazili, kako funkcionira. Zdravstvo se je odprlo v času korone. Zdaj pri kmetijstvu bomo in smo že priča precej razgaljanjem dogodkov in delovanja v svetu pridelave hrane oziroma agrokulture, če ćemo temu tako reči, koliko mnogo nepravilnosti je znotraj tega, ampak si nimamo kaj dosti pomagati kot opazovati, biti zunanji opazovalec in sprejemati. Ne, saj nismo vedeli niti za zdravstvo, nismo vedeli niti za manipulacije znotraj medijev, nismo vedeli za en kup nepravilnosti znotraj kmetijstva. Ja, sej vse prihaja, korak po korak, zdaj policaji tudi malo že študirajo, da bi slekli uniforme. S tem bi v bistvu oni pokazali, da v bistvu bi razkrili, da so delovali za globoko državo, ne pa za ljudi. Tako kot so ves čas govorili, ja, mi tle čuvamo, da se ne bo komu kaj naredilo, ne? Zato pa smo mi policaji. Ampak zdaj, če oni slečejo uniforme, s tem jasno dajo signal ljudem, da so delovali narobe, da so delovali za globoko državo. Ampak 3 leta korone je že mimo, pa še ene in te nismo še prišli do tega, no, ene in te iste gonijo, ne. S kakšnim šusom so šli na ljudi, pač opravljamo svoje delo. Ne se jeziti, ker bomo enkrat mi norci oziroma razsvetljenci oziroma mi teoretiki zarote prišli v akcijo, bomo tudi samo opravili svoje delo. Pač za zapahe vse, ki so imeli prste zraven pri izdaji. Ne? Izdaja ljudstva je, za temu se pritiče smrtna kazen, upam, da se tega še zavedamo in spomnimo, in nič drugače tudi ne bo v prihodnje. Ne? Tako da zdaj
veš, en kup je nekih opozoril že, dejte ljudje stopati na stran ljudi, ne ga srati, delajte prav in tako. Ampak kar ne, kar do konca. Vse po svoje je tudi logično. Tema hoče preživeti in tema se bo borila do zadnjega, da preživi, in tema ima lastnosti destruktivne in za sabo bo pustila, kolikor bo mogla škode. Zaradi tega taka gonja z uničevanjem gozdov, zato taka gonja z uničevanjem voda in vsega lepega, živega in tistega, kar je naravnega na tem planetu. Ne? Oni bi to vse uničili z nami vred. Ja, in mi smo za njih prišli iz opice. V bistvu imamo genetiko pomešano kastrela. Kada bi rekel, da smo zmešani še s kačo. Veš, ko so ljudje tako kači. No, ne grem kaj noter. Zdaj, ta prehod želi od nas, da postanemo trdni, suvereni, močni, da vzamemo moč nazaj. Moč že imamo, mi jo moramo samo zbuditi. Smo rekli, glej svet skozi oči tigra, skozi tigrovo oko, ne rabiš ti krone, da se zavedaš, da si hud. Ne? Hud, kako hud, delaš kar češ, daleč od tega, ampak nikakor si pa toliko hud, da ne pustiš, da en drekač vpliva na te in ti znižuje samozavest, znižuje vibracijo, znižuje samopodobo, znižuje dobro voljo. In moram priznati, da se v zadnjem času resnično temačni trudijo na vse načine nas spraviti v slabo voljo. Pa sej se ne pustite več, ne? Sej smo že pogruntali, da ne morajo. Opala, se opravičujem, klank naredil. Zdaj moram, lift, ne, bom pač tako. Sorry, me medete ali nekaj vmes skače. Trudijo se na vse načine, tudi ta upor kmetov, ne, s traktorji je tudi ena izmed nalog temačnih, da nas med sabo skregajo in razdelijo, vendar niso pogruntali, da v bistvu s tem delajo sebi medvedjo uslugo, ker na ta način smo ljudje se začeli mogoče malo fokusirali, neka mnenja so prišla leva in desna in bom rekel pozitivna in negativna mnenja okrog tega, kaj vse se v kmetijstvu dogaja. Eni zelo veselo zagovarjajo, kot da nič ni narobe, ne? Spet drugi, kot da je vse narobe, ampak jaz sem probal nekje najti sredino. So tudi pravi ljudje in kmetje z dušo in srcem, tako kot se zagre in se od njih pričakuje in se v bistvu si predstavljamo, kaj je kmetijstvo. Spet mnogo je pa takih, ki tega kmetijstva tudi približno ne opravljajo v tem okviru, kot si ga predstavljamo. Ne? Zdaj pa, mislim, vse je res malo bizarno, ne? Da nekdo pride s strojem za, ne vem, 150 000 evrov, ne vem, pa razlaga, da ni v redu, da nekaj ni prav, ne. Spet po drugi strani pa bom naredil en video posnetek polja v moji okolici, patriotsko, dajte to pogledati s svojimi očmi v svoji okolici, ampak jaz vam bom prav posnel. Včeraj sem štel na polju, jaz ne vem, ne znam zdaj naučiti, ampak nekaj hektarov sem naštel celih 5 preoranih njiv, ostalo cveti regrat in raste trava. Ne vem, ne moramo priti pol skupaj pa reči, da mislim, ubogi kmetje, saj nič nam ne pridelajo konc koncev. Mislim, še tiska pa je, pa pridelajo večini zase. Nič narobe, vse okej, ampak tako z občutkom, no, treba je pogledati in z leve in z desne strani kovanc ima zmer dve plati, sam politika ima zmeri umazano stran. Sam to pa le moramo vedeti, ne. Cool. V tem času se moramo mi naučiti ostati mirni. Provokacije, vse povsod, mi ne smemo znoreti, ne. Oni želijo, da znorimo, da vibracijsko pridemo dol. Da se ne bi slučajno kdo zabaval ali pa korektno umiril. En tak primer, včeraj za praznik sem si privoščil iti sončkat ob jezeru in razmišljati in pač uživati sam sabo v naravo in mir. In neverjetno na celem Cerkniškem jezeru sem bil sam. No, ni ljudem do tega, da pridejo v naravo, neverjetno. Mogoče tisti del, kjer je bolj turistično odprt, tam je bilo kaj več,
Ampak na segmentu, kjer hočeš ti mer, slišati žabe, poslušati ptičke in uživati na sončku ob vodi, tam sem bil sam. No, mislim, tako precej, tudi si rečeš, pa kaj ni ljudem do tega, da imajo mer, pa sej so frejdijo, mijo, pa ne grejo malo, a veš, vsak, ki ima otroke, bi mogel priti kaj malo, ne, ali pa s kolesom, ali peš, ali kakorkoli, no, tako precej žalostno, no, situacija, da se ljudje ne upajo priti niti umiriti, no, a ne, zato pa je to toliko ene nervoze. Skratka, mi se moramo naučiti ostati mirni. Druga stvar, ki jo moramo upoštevati, je pa spet smo pri kmetih, ne sodi, ne. Opazuj to, ja, prepoznavaj, ja, ne pa soditi. Jaz nobenemu nisem rekel, kdo je, kakšen pa je. Prepoznavam pa in tisto, kar meni znižuje vibracijo, me obremenjuje, z mano ne more iti v štric, niti 10 minut, kamoli nekaj ur. In sem postal kar precej bolj odločen, zaradi tega, ker enih stvari pač imam dosti in ne dovoljujem vstopa v moje energetsko polje. Ne, ena izmed takih je, da mi nekdo reče, stari, vsa muska je manipulativna. Čak, sam malo. Vsa muska je manipulativna. Ja, vsa je manipulativna, ti ne veš. Mislim, moje naslednje vprašanje je pa, a ti veš, s kom se pogovarjaš, pa takoj mi dej še namen, zakaj si tu kresno, pa odkje je tebi ta ideja. Zaradi tega, ker človek ve, da je glasba in manipulativna in zdravilna. Ampak ideja je bila provokacija Turšiča, da vidimo zdaj, da bo popizdil, ne? Ampak znam jaz zdaj biti toliko odločen, da se jaz ne pregovarjam več. Imej svoje mnenje, ampak ne za mojo mizo, prav? Imej svoje mnenje, ampak ne na mojem Facebook zidu. Ga kar mej, stari, imaš svoj zid, imaš svojo glavo, jaz imam tudi svojo, ampak jaz sem te stvari ful razdelil. Mislim, da se gre nekdo kregati z zavodnim inženirjem, o teh stvareh mora biti res precej pogumen, da ne rečem predrzen, a ne? No, in predrznost je kaj, bomo kar tolerirali? Ne, pa ne bomo, jaz ne. Nič več in nekje je treba postaviti tudi jasne meje. Fokusirajmo se na tiste stvari, ki jih radi počnemo. No, vem, jaz sem bil včeraj na jezeru, zdaj že kruh vzhaja, pečica se že greje, in tudi snemam že in spisal sem si stvari zaradi tega, ker te stvari pač počnem rad, ne? In na te stvari sem zelo fokusiran, zelo rad jih počnem in ja, v miru, v dobri veri, da komu to pomaga, z dobrim namenom, da bi vsakmu bilo še lažje, da bi vsak lahko še bolj suvereno stopil na pot neznanga, ne? Na pot, ki je v bistvu nam nepoznana, nihče nas ni o tem zares učil. Lažni glasniki so vzeli le fraktale modrosti in zavedli po svoji potki, tja, kjer je to njim odgovarjalo, zato so zaračunali mastne denarje, zato da ste bili zavedeni v, bom rekel, da ste iz ene kletke prišli v eno malo večjo spet kletko, ne. Tako da bodite previdni, ne rabite slediti nobenemu guruju. Jaz sem v zadnjem času odstranil prav vse, kar je, mislim, vse. Guruje kot take, sej bi jih sploh nikoli ni bilo, ampak so neki krasni teksti, ki jim je, v katere se je smiselno poglobiti in jih vzeti za svoje in na osnovi njih ravnati. Ne rabite pa slediti nikomur, tudi meni ne, slediti moramo vsak sebi, svojim sanjam, svojim stvarem, ki jih imamo radi, svojim občutkom, kaj je dobro in kaj je lepo, vendar znati prepoznati pa ustaviti tisto, kar želi v nas. Zaradi tega, ker mi smo tisti, ki rečemo ja ali pa ne. Dovolim, da greš skozi moje vrata, ja ali pa ne. Pri narcisih, če si v odnosu z narcisom, je to precej težko, vendar vsak pri sebi bo mogel reči, kdaj je stop in kdaj je dosti in kje se abusing, torej posilstvo, konča. Ostani trden v vseh preizkusih. Vse to, kar nam življenje nasuva, so testi naše vzdržljivosti, naše trdnosti. Kakor kamen kost je trden tale naš most, ne? Moramo biti trdni kot skala. Imej v tem času tudi vero in upanje,
glej svet optimistično. Mnogo je glasbe, ki nas vabi, tudi tale v ozadju je točno ta. Prehajamo v drug svet, o katerem je mnogo napisanega. V glasbi največ. Največ sem jaz tega v glasbi najdel, zaradi tega, ker nobena glasbi nismo rekli, da je duhovna glasba. Ampak tale glasba je nekaj, kar sporoča. Kaj sem hotel reči, imej vero. Ja, moramo zaupati, da je lepši svet vezan na mindset, kako ti tvoja glava špila, tak boš imel svet, kakršna očala imaš gor, če boš imel rožnata, bo svet rožnat, če boš imel temna očala, bo vse temačno. Okay? In naj vam povem, da zagotovo obstaja krasen svet, v katerega jaz že ugotavljam, ampak prihaja k nam še Gesara, ki bo ukinila vso revščino, konc je vsega robstva. Gesara je samo za vogalom, ne upam se nobenih datumov, nič zaradi tega, ker bi... Ne bom, to je stvar temačnih, probajo nas zavajati levo, desno, ampak ne nasedati temu. Odpustiti moramo stvari, moramo nekako spustiti stvari, naj gredo. Katere stvari? Tiste miselne procese, tiste misli, ki nas okupirajo nazaj, ki nas držijo dol, tiste misli, od katerih nič nimamo. V sedanjem trenutku ne potrebujemo misli o tem, kako je bilo včeraj, prejšnji teden ali pa 10 let nazaj nekaj težkega se zgodilo ali kakorkoli. Te misli ne vlačati naprej, lepo vas prosim, ker nima noben nič od njih, vi pa sami sebi kreirate eno breme, zato naj stvari grejo, let it go, let it flow, spusti, naj teče, predvsem naj teče energija trenutka pozitivnega, kaj ne, ali ni drugega. Govori v življenju pozitivne stvari, bodi pozitiven do vsega in tudi govori pozitivno. Zbudi me za praznik. Bomo se za 1. maj vsi zbudili, bomo dobili za 1. maj kaj, da bo konc tega suženjstva, glih za 1. maj, a ne bilo noro. Zbudi me za 1. maj, do takrat pa vsi še spimo. Ne, mislim, če dalje več se nas prebuja in to je zelo super, dober občutek, ko veš, da se dogaja. Vizualizirajte prijetne stvari. Moja vaja izpred let, taka vaja, je bila, ko sem se počutil precej v bedu, ali kako se temu zdaj reče. Ko sem premleval te težke misli, je bila, da sem vizualiziral, kako ležim pod palmo v papučah in enih kratkih hlačah, in imam kokos ob sebi in poslušam te valove in tam ni bilo nič obremenjujočega. To je bila taka moja vaja vizualizacije. Potem sem si jo še bolj realno predstavljal, kako na tem mojem jezeru sedim in uživam. Celo predstavljal sem si tisto točko, kjer sem to že počel in prej in pol in še zdaj in še včeraj. Torej, tudi vizualizirati to, ker takrat imaš občutek noter, da je vse v redu. In ta občutek je bistveno vzdrževati, držati. Tudi pri peki kruha je dosti podobno. Vzdrževati je treba to misli pozitivno in vizualizirati. Jaz sem si danes zjutraj prav kruh zaželil, prav tak, ki sem si ga zaželil. Prav bela štručka, 3 boje, tako. Jaz sem si vizualiziral to, že ko sem se prebujal. Evo, zdaj pa bomo videli, kaj vam pade. To in kamorkoli je, se pravi, vizualiziraj prijetne stvari in kjer je le mogoče, kjer je le mogoče, vse povsod daj od sebe ljubezen. Napadi temačnih so močni, agresivni, ponižujoči, izzivajo reakcijo, izzivajo prepir, izzivajo negativo. Ne padati na te fore, dejte odgovoriti z ljubeznijo. Jaz imam eno to situacijo, pač Lina, ona kar gre, pa doskrat v bistvu tudi na jezeru jo največkrat peljem na sprehod in pol ona tam odbluzi svoj džero in pol se najdemo skupaj in gremo domov. Ampak je pač videna večkrat sama, in se je zdaj na nekem forumu začel precej kako neodgovoren lastnik, pa pravila igre, pa
pes je lačen, pa tava sam, pa tako, pa da je treba lastnika zdaj kaznovati, da bo zastopil, da je treba psa dati na špago, ne, ampak moja Lina, ona prelaufa 20 km na dan, ona je srečna, ker laufa po svoje. Seveda, včasih pa po te puške narave je, ne, ona je na ulici zrasla. Valjda gre malo kaj po okrog smetnjaku pa kompostu povohati, pa ne zaradi tega, ker je lačna, pa ker nima doma, ampak ker ima to v sebi. Škodoželjna pa škodljiva pa ni, ne. Hočem reči, koliko negative se je začutilo iz vseh strani, pravzaprav na neke vrste fovšija, ker po drugi strani je pa Lina že zelo znana med mnogo ljudmi, da jo zdaj ljudje sem že pozdravil, živijo pa Tepinka, greš po svoje in ja, ona že gre po svoje. Ne rabimo, mislim, rad bi tudi nekje naučil ljudi, da mačka gre pa pride, pes gre pa pride, vmes so to čuvaji, oni čuvajo, naša Lina tle polaja, okrog ima neke živalice za rešiti, kaj so, neke lisice, kojote, kaj sve in kaj, ampak ona je čuvajskost ima v sebi, ne more pa ven iz svoje kože, malo je potepinka, ne, kokrat jo sam spustim, odprem vrata in camf in jo ni, ampak je čez pure nazaj, ne, kaj sem, ki je odlaufala ta cajt. Ampak vem, da ni škodljiva, zato pa jo lahko spustim. Hočem reči, temačni pritiskajo, še bojo pritiskali, še bolj, ampak na nas je, da na to več ne reagiramo. Oni zdaj pritiskajo bolj očitno, zaradi tega, ker jim bolj očitno hrane manjka, vejo, da prihaja konc, zaradi tega se nam bodo vsi pokazali, tako relevation bo se zgodil sam od sebe, mogoče sploh niti EBS ne bo potreben, ker bomo vse to zagledali na videlo, kar pa že prepoznavamo in vidimo, a ne? To, šibko in bolno je to človeštvo in tako človeštvo je lahko nadzorovati. Nas so zastrupljali z vodo, zdravili, s hrano, z frekvencami, z vsem možnim sranjem so nas zastrupljali, zaradi tega, da smo v nizki vibraciji in tako se nas da kontrolirati. Zavedajte se, da smo suverena, močna bitja, in ne dovolimo kontrole nad nami, predvsem kontrole negativnega uma. Okay? Negativne misli so nam zmer turili. Kar predstavljate si, kaj je bilo v poročilih na radiju ali pa v Cajtingu ali pa ena poročila na televiziji. Ena sama negativa, ne? Zato, da je človek pol negativen. Tudi vreme je bilo negativno napovedano, malo se heca, ampak dejansko vi z negativo ne dovolimo, da to gre v nas in da nas znižuje, okay? Zato, ker imamo dovolj moči, da to ubranimo, pa rečemo, stop, tole ne gre vame. Jaz vizualiziram glih kar palmico, pa kokost, tako da hvala lepa o tem vašem sranju, ne? Tako. Prebuja pa se v nas s prehodom percepcija, torej drugače perceptiramo stvari, ne? Zavest se širi, jasnovidnost, kot da smo jasnovidni, ampak je v bistvu vse čisto logično, konc koncev. Telepatija, to smo se pogovarjali o teleempatiji, torej da na visoki vibraciji dosežemo še 2 drugi noti, da je harmonija večja, torej razumevamo drugače z občutki, ne samo s temi našimi primarnimi čutili, imamo tudi občutke in ti občutki niso zanemarljivi, imenujemo jih tudi instinkt ali pa notranji glas ali kakorkoli, to se v nas prebuja. In treba je na to tudi malo trenirati, če človek v bistvu zmasterizirati, kaj ne? Tudi kruh ne gre iz prve, tu se tudi občutiti ne da iz prve, oziroma se poslušati, si verjeti, si zaupati, iz prve ne gre. Gre, mislim iz prve ne, se pa da to natrenirati in slej, ko prej bomo postali celi mojstri v tem, okej? Lucidne sanje prihajajo in psihometrija. Bom rekel, neke vrste analiza človeka, si narcis ali nisi narcis, ne? In to je naša lastnost, da znamo, lastnost, naloga, da znamo mi čim prej prepoznati, s kom imamo opravka, z žrtvijo ali z abuserjem, torej s posiljevalcem ali žrtvijo. Podobne, na precej točkah so precej podobni znaki, ampak negativnost ni lastnost plemena, zbijanje vibracije ni lastnost plemenitih ljudi, tako da zavedajte se, kdor vam proba piti energijo, ni z našega plemena. Naše pleme ne pije energije, ampak jo dodeva.
hoče, da je vsem dobro, da je, da se ne zgodi, da se plemenski človek ne proži negativnosti v okolju, ok, v sami situaciji jo pač ne. Tako, ljudje, nizke vibracije, ki je v ljudeh, se ljudje ne upate ali pa ne upajo razdelati, ne upajo se okrog tega ukvarjati sami sabo, zato jo še glasneje in močneje projicirajo ven. To je ta trik narcisa, kjer v bistvu za vse so drugi krivi, in to narcis mora zmeri projicirati ven na druge, vse so drugi krivi. In tudi zdaj, ker je kriza postaja za narcizem, glede na to, da se prepoznava, je zelo pomembno, da zaznate, da je to njihova projekcija, da niste vi slabi, prav, da imajo oni težave, a ne. Tlele sem vam pripravil jaz še eno stvar, ki se mi zdi, da jo moram kar takole dati, da subscribejte se, pa tam zvonček, to je precej pomembna stvar za moje delovanje. Iz tega, ker je pač to treba, sploh ni kaj. Mnogo naročnikov mi izgine in zaradi tega je to precej pomembna stvar, da pogledate, če ste še naročeni. Hvala vam za vsakršno podporo in support v katerikoli obliki, tudi pisni in finančni konec koncev. Hvaležen sem vam, brez vas kanal ne bi mogel tako funkcionirati, kot funkcionira z mano vred. Vsi skupaj delamo dobro za več ljudi in prav je tako, da postanejo stvari jasne, da se nekje razkrinka vse tisto, kar je delovalo podmuklo in iz pozadine, ok? Bodite pozorni, mnogo ljudi proba zavajati, umaknite se od tega, vzemite tiste vsebine, ki vas dvigujejo visoko in ne, ki vas vlačijo nizko. Sploh ne berite vsebine, ki je negativna, sploh jo ne brati, ker od tega nimate nič. Ne, jaz, čisto moja izkušnja, včeraj to nekaj zlino na teh nekih grupah, pa sem še danes pomišljal malo na to, ampak jaz to izbacivam iz sebe, ven mečem, pa še zmeri pride nazaj, ne, zaradi tega, ker se me je valjda dotaknilo, sej pa ja, gre za moja psičko, ali ne. Ampak ok, bomo svetu dopovedali, da je prav, da psi niso na špagah, ampak da so svobodni, tako kot so lahko svobodne prav vse ptice. Ne rabi nobena biti v ujetništvu in noben tiger in noben medved in noben slon ne rabi biti v ujetništvu, tako kot ljudje ne smemo biti več v ujetništvu in ni ta moja, niti ni nova. Največji zapor je mentalni zapor in osvoboditev mentalnega zapora je stvar vsakega posameznika, tako kot je tudi sama izbira, boš bral oziroma spremljal pozitivne vsebine ali negativne, to je stvar vsakega posameznika. Torej več pozitivnega, višja vibracija, hitrejši je napredek naprej. Okay? Dragi moji, želim vam prečudovit petek in verjetno tudi podaljšane počitnice, podaljšan vikend oziroma prvomajske počitnice že. Upam, da ste na dopustu, da ste frej, izkoristite, kolikor se da. Ni treba okupirati štacun, kada je konc sveta, čeprav bi ga lahko že bilo enkrat tega usranega, gnilga, kabalskega sveta za zares konc. Ne? Mogoče še tale, imamo črne klobuke, bele klobuke in sive klobuke. Pozor, črni klobuki, Saturnova scena, so nas vodili tisočletja. Beli klobuki to rušijo, pozor, vmes so sivi klobuki, ki vodijo na svoj mlin, vse poti vas probajo zavesti, zavajati, ne nasedajte, da ne boste po nepotrebnem zgubljali in energije in časa. Okay? Držite se, če imate pa kdo kakšno vprašanje, pa kar vprašajte, bomo takoj pogruntali, prav. Zabavite se, držite se, uživajte, hvala vam, čao.